Lep pozdrav, dobrodošli v podcastu Inspiracija, tokrat v malo drugačnem stilu. Javljam se vam namreč iz čudovitega prostora Aurora v Ljubljani, kjer sem imela svojo prvo zvočno delavnico. In sem rekla, zakaj pa ne bi tokrat posnela tale podcast malo drugače. Preden torej z vami delim eno čudovito zvočno meditacijo, ki sem jo pripravila za vas, bi rada sam povedala še par besed o zvoku. Vem, da ste verjetno že vajeni, da govorim o tem, že velikokrat sem, pa še bom, ker sem se sama podala zdaj na to pot raziskovanja moči zvoka in predvsem, kako v bistvu vibracija zvoka vpliva na naše notranje stanje, na našo vibracijo, na naše notranje počutje. In moram reči, da zdaj, ko sem že kar nekaj časa na tem popotovanju, skledo sicer ne tako dolgo, ampak vseeno se mi zdi, da že čutim učinke. Kar je največji učinek, je predvsem to, da ohranjam, bom rekla, svoj živčni sistem dosti bolj umirjen, dosti manj se odzivam na določene stresne situacije z nekim nemirom, z neko hektiko, z neko anksioznostjo. Dosti lažje nekako reagiram zavestno. In to je tisti prvi doprinos, ki ga najbolj čutim. Definitivno pa je razlika tudi v bistvu v odpiranju glasu, v izražanju, da dejansko s tem, ko z zvokom se uglasim, dosti lažje sprostim svoje kanale, bom rekla, izražanja in čutim, da se moj glas vse bolj v bistvu nekako širi v svoji globini, v višini, v vseh pogledih pravzaprav. Verjetno ste me že dostikrat slišali, da govorim o tem, kako je glas v bistvu ogledalo človeka oziroma kako človek s svojim glasom veliko pove o svojem notranjem stanju. In ko mi spremenimo notranje stanje, se spremeni tudi naš glas. Ko se v bistvu notranje umirimo, je tudi naš glas dosti bolj umirjen, globok. Ko smo recimo napeti, živčni, se naš glas ponavadi nekako preseli v glavo in bolj nekako tako govorimo iz glave, nekako ne čutimo svojega telesa in je naš glas nekako čutiti bolj ozek, bolj nekako omejen na ta, bom rekla, racionalni zgornji del glave in ni toliko utelešen, ampak bolj, ko gremo v svoje telo, bolj, ko z zvokom nekako začutimo to varnost, da smo v svojem telesu varni, da smo varni, da čutimo karkoli čutimo, se tudi naš glas nekako postane bolj pristen, bolj naš. V bistvu komuniciramo praktično potem z celim telesom in naš glas vibrira iz vsake celice, ne samo z določenih celic omejenega našega uma, ampak pravzaprav govorimo, se izražamo s celim našim bitjem. Verjetno si to lahko predstavljate, da so v našem telesu dejansko energijski kanali in če so ti energijski kanali zamašeni, enostavno ni pretoka in tudi naš glas se takrat skrči, zoža in ne občutimo pravzaprav sebe in tudi ne moramo se izraziti v polnosti. Tako da zvok, petje, toniranje, izražanje občutkov zgolj samo zvokom, torej svojim lastnim glasom lahko vpliva torej na to, kako se notranje v bistvu počutimo. To je torej druga stvar. Kar pa je tretja stvar, pa je v bistvu, da nekako, ko pojem, in to verjetno opažate tudi vsi, ki delate zvokom, nekako dobivamo vse več dostopa, če rečem temu kar dostop, do višjih energij oziroma, da ne bom zdaj zvenela preveč duhovno, da se me ne boste preveč ustrašili, ampak nekako do teh finih energij, do te tenkočutnosti, zaznav, ki prihajajo z višjih sfer. Ko nekako slišimo, čutimo stvari, ki jih v bistvu s fizičnimi ušesi ne moremo zaznati, ampak jih dejansko zaznamo na neki notranji ravni.
in smo potem tudi v bistvu prevodnik, ne? In prevajamo. In bolj, ko smo notranje čisti, čistejše energije lahko tudi prevajamo skozi sebe. In to je en tak poseben občutek, ko si enostavno povezan s svojim višjim jazom, pravzaprav z to univerzalno energijo, ki se pretaka skozi tebe in ko ji dovoliš, da gre skozi tvoje telo in te prežema, je to in res tak, ne najdem druge besede kot božanski občutek. Tako da to res privoščim vsakemu. Kar pa bi rada za konec povedala, pa je še to, da ne se obremenjevati s tem, kakšen glas imate v tem trenutku, kje ste, ali imate posluh, ali nimate posluha. To je v bistvu tako sekundarnega pomena. To je nepomembna stvar. Pomembno je, da vsak od nas, da vemo, da ima vsak od nas točno določeno vibracijo glasu, točno določen, bom rekla, zvok oziroma vibrira s točno določenim zvokom, vibracijo in v nekem trenutku ste vi tisti, ki veste, kaj potrebujete, da se vaše telo uravnovesi. Vse, kar morate, je to, da se enostavno poslušate in druga stvar, da si dovolite to izraziti. Torej zvok, karkoli vam v tistem trenutku pride oziroma kar začutite intuitivno, da mora ven, da se izrazi. In to je vse. Zato je potrebno mogoče kanček poguma, za nekatere več, za druge malo manj, ampak dejansko je to vse, kar potrebujete. Posluh in vse ostale stvari, višine, vse to pride potem. To je kot nek, bom rekla, stranski produkt, učinek, ki pač je kot, stranski učinek pravzaprav petja, toniranja oziroma oglaševanja samim sabo. Tako da ne se preveč s tem obremenjevati, vsi tisti, ki mogoče kolebate, bi kdaj šli na kakšno tako delavnico zvoka, petja, pač odkrivanja svojega pristnega glasu. Jaz osebno nisem tukaj, da bi sodila vaš glas, vašo višino, vašo intonacijo, karkoli, vašo barvo glasu. Tukaj sem izključno zato, da vam odprem prostor, da vam dam čas, da vam prisluhnem, da vas vidim v tem, kjer ste v tem trenutku in vas enostavno spodbudim, da se izrazite in da spoznate svoj glas, da spoznate moč svojega glasu in da se začnete izražati res iz svoje biti, iz vaše polnosti. Tako da upam, da nam bo to skupaj uspelo. Lepo vas vabim tudi na svoje prihodnje zvočne delavnice. Spremljajte me in lepo se imejte.